Torej, sem Tine Turk. Živijo, moje ime je Marko Perc. My name is Mario Sokman. Živijo, jaz sem Luka. My name is Gert Taubert. In midva sva Anže in Maruša. Z vsemi slišanimi se bova družila v Odbiti dobite, ker sva bila, zdaj že veste, v Stockholmu in Tallinnu. Ona in on. Odbita dobita. Najna nova tema raziskovanja pa digitalizacija. Anže, kar aktualna in moderna beseda, kaj praviš? Aktualna, bi se strinjal, moderna, pa zdaj že leta 2021, mogoče malo manj. Ampak aktualna pa nedvomno. Sem prepričana, da bo v teoriji v tej sezoni še kdaj omenjala. Veliko se v zadnjem času z digitalizacijo ukvarjamo tudi doma v Sloveniji. Tokrat pa naj zanima predvsem praksa iz Švedske in Estonije. Državi slovita kot digitalizirani in enostavni za uporabo, torej prijazni ljudem, posledično podjetjem, javni upravi, javnemu prevozu in tako naprej. I guess that's true, because you can do everything online. Račun za telefon, cestnina, kakršnakoli storitev, zdravnik, banka, vse to upravljaš na telefonu. Dejansko se počutim zelo arhaično, če to delam na računalniku. I'm not sure how to answer it, but we do a lot of most of our stuff is on the internet. Yeah, you can feel it actually from the daily life. Actually, I had a good experience yesterday because I was missing the garlic, and I know that their e-grocery shop is next to my door. So I ordered the garlic, and it arrived in 3 minutes. But this is so normal for us now that we can't really say that that's special. For example, in my neighborhood, now those little cute robots are bringing my groceries home. Marka in Mariju ste že spoznali v prejšnji epizodi, dodala sva nekaj mnenj z ulic Stockholma in Tallinna. Skratka, vse je res, ker so najne izkušnje zelo podobne. Pravijo, da se njim to več ne zdi nič posebnega. Punci sta celo omenjali robotka, ki ti iz trgovine pripelje izdelke, surovine, hrano. Nekaj najboljšega, moram priznati, kar sem videla v prometu, ker je zelo cute. Ja, tako očitno zgleda distopija. Da so v bistvu luštni roboti, ki so ga sicer bodva iskrena midva videla predvsem stati na prehodu za pešče in čakati zeleno luč oziroma prost prehod, ker z 48 kamerami gleda naokoli in čaka, kdaj bo lahko šel čez cesto. Ampak se strinjam, zelo taki ljubki roboti, ki nas bojo na koncu pobili. V glavnem, naprej. Vseeno škoda, da sva robotka prepozno spoznala, morda ob naslednjem obisku. Obiščeva podjetje, ki si ga lasti. Vi pa, če želite videti, kako izgleda, dokazi so v fotogaleriji na val202.si. Odbita dobita. V prejšnji epizodi sva vse, ki sva jih srečala, spraševala o tem, kako vreme vpliva na delovne procese. Ja. Tokrat sva vse spraševala, zakaj nikjer ni denarja. To je ta začetku govorica, ki jo je začela Maruša, ker res na Valu 202. In jaz nisem verjel, ampak dejansko na Švedskem, predvsem na Švedskem, res nihče ne uporablja gotovine. Nihče. Jaz imam 200 kronov v denarnici od prvega leta za vsak slučaj, ampak ta slučaj se še ni zgodil. I'm not even have a wallet with me. I pay by phone all the time. It's not even bank cards anymore. V bistvu ne znam povedati, kako izgleda švedska krona. Če bi jo videl nekje, ne bi vedel, za kakšen denar gre. Luka, Mario in Tine imajo podobne izkušnje, pa še cel Stockholm bi lahko imela pred mikrofonom in vsi bi govorili enako. Ja, dejansko pred lokali, oziroma na vratih lokalov so tudi napisi, kjer piše ne sprejemamo gotovine. Niti na tržnici, sprehajala so se med svežimi sadeži, zelenjavo, gobami, ampak lisičke lahko plačaš samo s kartico. Še ena zanimiva izkušnja je pa bila, da ko je nam Tine razlagal, ko je prišel z gotovino na Švedsko, ker je doma v Sloveniji prodal avto, da je bilo kar težko, ta denar nekam dati. To pomeni, da sem se na Švedsko vrnil z nekaj 1000 evri v žepu. Je bil denar, ki sem ga želel imeti na računu. Nisem najdel banke, ki bi tehnično sploh bila sposobna sprejeti denar. Povedali so mi, da to je pa zgolj ni mogel najti banke v Stockholmu, ki bi sprejela večjo količino denarja.
Na Švedskem, če kaj ni digitalno, si ne želiš upravljati, ker je pa hudičevo birokratsko. Odbita do bita. Še nekaj izkušenj, preden spoznamo teorijo digitaliziranih držav. Uporaba javnega prevoza. Ena taka stvar skupna tujcem, domačinom, turistom, vsem. In v Stockholmu sva bila navdušena. Se strinjaš? Ja, že spet, ker oba živiva in delava v Ljubljani, sva pač navajena na ljubljanski sistem in potem, ko vidiš, da lahko na avtobusu mirno plačaš s kartico, je navdušenje mogoče premila beseda. Ne, kako točno deluje, Maruša, povej. Ja. V Stockholmu SL je aplikacija za javni potniški promet, kot v kateri drugi državi je pač v aplikaciji ta zemljevid poti, pa potovalni časi določenih linij, prihodi, odhodi avtobusov, vlakov, skratka, se si predstavljate. Pa tudi nakup vozovnice seveda z enim klikom, seveda zelo enostavno v aplikaciji kupiš vozovnico, ki je enotna, torej z njo lahko greš na vlak, na podzemno železnico ali na avtobus. In tudi, če tega ne narediš, kot si rekel, lahko na avtobusu ali vlaku plačaš direktno s kartico, s telefonom, z uro, z navadno kartico, s kreditno kartico, skratka, zelo, zelo enostavno. Dejansko nikjer ni računov in papirnatih kart, ampak so tudi te na voljo. Ni bilo pa tako preprosto v Estoniji, a ne, Maruša? Ja, tam aplikacija pač ne dela tako dobro. Prosim, sploh me ne spominjaj, ker sva ravno priletela Švedske, kjer vse zelo dobro deluje. Pa ker je ravno bilo zgodaj zjutraj, so me stvari rahlo vrgle iz tira. Se pa mogoče vidi, da aplikacija ne uporablja veliko ljudi, zato je ne posodabljajo, zato ne dela tako dobro. To pa zato, ker imajo prebivalci Talina zastonj javni potniški promet. Izvedela sva še, da bi lahko kartico njihovo urbano kupila v trafik in jo potem napolnila fizično ali prek aplikacije. Je pa bilo enostavneje spet plačati kar na tramvaju ali avtobusu, ker imajo podoben sistem kot na Švedskem, samo prisloniš telefon, kartico in plačaš in se usedeš. Ja, in že spet nobenih papirjev, kar je kar repsko. Digitalizacija je seveda tudi dobra uporabniška izkušnja, ampak je v resnici veliko več. Kako so se digitalizacije storitev in države lotili na Švedskem in v Estoniji? V Talinu so govorila z namestnikom generalnega direktorja Nacionalne agencije za kibernetsko varnost. My name is Gert Taubert. Na Švedskem pa s Tinetom Turkom. Ukvarjam pa se z digitalizacijo in sicer vodim podjetje, ki razvija softverske rešitve v avtomobilski industriji. V Stockholmu živi zadnjih 7 let, Slovenijo pa je povezan tudi kot član strateškega sveta za digitalizacijo. 7 let je kar lepa doba, dovolj, da vidiš, kako reči napredujejo. Kaj je tisto najbolj očitno, kar se je spremenilo? Ja, zakaj je pogled iz Švedske dol, na primer v Slovenijo, toliko sodobnejši? Ja, jaz bi rekel, da tukaj največja razlika napram Sloveniji predvsem je uporaba digitalne identitete. Digitalna identiteta je predvsej v uporabi na Švedskem, tako v gospodarstvu kot v javni upravi in tukaj vidim to največjo razliko. Namreč z našo digitalno identiteto praktično lahko upraviš vse od nakupa nepremičnine, nakupa vozila, skleneš recimo kreditno pogodbo in podobno. Tako da vse je digitalno, nič ni potrebno upraviti v živo in to se pozna tudi na vsezadnje pri poslovalnicah bank recimo. Praktično ni neke velike poslovalnice več v Stockholmu, ker ni potrebno, namreč vse upraviš digitalno. Ta digitalna identiteta, ta e-osebna ali pa e-emšo, ta ena številka je ključ do uspeha za digitalizirane storitve? Ta številka zloglasna je tako imenovana personumer. Torej, to pomeni osebna številka in je v bistvu naš emšo. Torej, kar mi je všeč na Švedskem je, da so zadevo poenostavili. Na Švedskem ni social security number, pa davčne številke, pa številke v knjižnici,
pa številke vozniškega dovoljenja, vse je ena številka. To je tvoj person numer, ki je v bistvu tvoj rojstni datum in potem še 4 unikatne številke na koncu, tako da si ga je relativno enostavno zapomniti. Kar so pa banke naredile, je pa tako zvana aplikacija Bank ID in gre za digitalno kvalificirano potrdilo. In seveda, ker so to vzpostavile banke, so vsi začeli uporabljati in je šlo za neko visoko stopnjo varnosti in posledično tudi za zaupanje. Kar mi je pa najbolj všeč pri aplikaciji Bank ID je pa to, da je odprta. Torej banke je niso omejile zgolj za uporabo, da se logiraš v njihovo spletno banko, pač pa z Bank ID-jem jaz, kot rečeno, kupim tudi nepremičnino ali pa avto. Kje se srečata v bistvu ta osebna številka pa ta Bank ID? To je ista stvar. Torej, Bank ID je pravzaprav aplikacija, v katero ti vneseš svojo person numer in na ta način se identificiraš. Ok, personal numer je EMŠO, tako si bomo lažje predstavljali. Vsak državljan ima to svojo številko, ki jo potem vnese v aplikacijo Bank ID. S to aplikacijo potem upravljaš večino storitev v državi. Ja, ampak potem, če veš, rojstni datum od nekoga, kjer je ta številka iz tega sestavljena in še nekih dodatnih številk, lahko pa te uganeš in se logiraš in jaz lahko v imenu Maruše Krec vzamem kredit, zlorabe, klicaj. Ja, malo nenavadno se nam je zdelo in zelo nevarno. Pravzaprav si vsako da na spletu dobiti, ker obstajajo portali, kjer vneseš ime in priimek osebe in vidiš, kje živi, njegovo telefonsko številko, vse avtomobile, ki ima registrirane, vse nepremičnine, ki ima kupljene. Tako da to ni nobena skrivnost. In tam je razvidna tudi Bank ID. Dodal bi še, da je vidno tudi, koliko zaslužiš. Torej, ta družba nima nekih skrivnosti. Ti v aplikacijo Bank ID namestiš pravzaprav svoj digitalni certifikat. In od takrat dalje ga lahko uporabljaš. Torej, ti potem v spletno stran vneseš svoj person numer in se autenticiraš način z Bank ID-jem. Ja, družba in dežela brez skrivnosti. To je res bila kar neka tema, ko so bili tam, da dejansko se malo več ve o ljudeh, saj tako javno nekako so informacije lažje dostopne, ampak če je vse to tako transparentno, je seveda tudi večja možnost zlorab. Zato sva Tineta Turka seveda vprašala, če so kje v medijih ali sicer se pojavili primeri zlorab ali kako resno Švedi in prebivalci Stockholma mislijo s temle zaupanjem. Teoretično torej lahko nekomu ukradem številko in si na njegovo ime izposodim knjigo v knjižnici, kar še najmanj boli. Bolj strašljiv je tvoj primer z najemom kredita. Ne, jaz mislim, da temu ne bo šlo tako, je pa bilo seveda veliko primerov kriminala, vendar z druge perspektive, da so ga reševali ravno zaradi Bank ID-ja, tako jaz to vidim. Torej zdaj, vam številka person numer samo po sebi nič ne pove. To je moj osebni identifikator in ko boste vi šli v knjižnico, boste mogli pokazati tudi nek osebni dokument. Na Švedskem je to najpogosteje vozniško dovoljenje, kjer je zapisan tudi vaš person numer in tudi vaša slika. Na ta način se boste identificirali. Zdaj pa rad bi dal lep primer, kar oseben primer. Namreč pred 2 letoma sem preko lokalnega portala, ki bi ga lahko primerjali z slovensko bolho, kupil Apple Watch. Plačal sem seveda kar remote in Apple Watcha nikoli ni bilo na moj naslov, vendar ker sem plačal spet z uporabo person numerja oziroma aplikacije Swish, ki bazira pravzaprav spet na temu, so v bistvu osebo hitro izsledili. Tako da, ja, dogaja se kriminal vezan na digitalno identiteto, vendar ga je precej lažje reševati. Bank ID, čeprav ima tako ime, ni last ene banke, ampak je aplikacija za digitalizacijo večine storitev v državi in je to v bistvu preverjanje v 2 korakih oziroma njihov nekak digitalni certifikat, ki je pa seveda lahko tudi aplikacija na telefonu, ampak še enkrat, Bank ID je samo zato, ker se je tam začelo se je v bančništvu, potem je šlo pa to naprej. Če rečem grdo, to je digitalni certifikat, ki res deluje. To ni nič grdo rečeno, to je točno to, kar je. Bank ID je digitalno kvalificirano potrdilo, s katerim se autenticirate oziroma tudi podpisujete dokumente. Bazira pa na osnovi Social Security Numberja, torej če se vi želite vpisati v vašo banko,
tja vnesete social security number, potem pa vam zbudi aplikacijo in vi v aplikaciji potrdite, da ste to res vi. Jedro digitalizirane Švedske je torej digitalna identiteta, ki so jo očitno vsi sprejeli. Kvalificirano potrdilo je v veljavi 2 ali 3 leta, podaljšaš pa ga seveda potem na spletu. Slovenija je v 40 ukrepih, ki bi storitve v državi digitalizirale, tudi že razmišljala o digitalni identiteti. April 2022 naj bi bil ta datum za uveljavitev, še letos naj bi dobili e-vinjeto pa e-gradbeno dovoljenje. Minister za digitalizacijo govori tudi o virtualnem upravnem okencu. In številnih drugih rešitvah vse skupaj zveni dobro, ampak se bojim, da bo teh ampak še kar nekaj. Kaj pravi Tine Turk, ki z razmišljanji Švedske pomaga strateškemu svetu za digitalizacijo v Sloveniji? Kaj bi lahko prenesli iz Švedske v Slovenijo? Ne vem, to slavno njihovo številko? Tako, to pravzaprav zdaj se bo uvedlo v Sloveniji. Ja, in seveda imeli bomo en identifikator, ki se imenuje eShay. Jaz menim, da bi kratico sicer lahko kako bolj marketinško naravnali. Gre pa za našo davčno številko, kateri bo dodana predpona 11 oziroma 12, odvisno ali gre za fizično osebo ali podjetje. To so temelji. Zdaj jaz bi tukaj lahko navedel še nekaj primerov, ki pa ne vem, če bi jih družba sprejela. Primer pridobivanja kredita v Sloveniji je, bi lahko tudi rekel, kar je en tak zanimiv proces. Obiskati moraš več bank, se predstaviti, marsikaj razložiti, potem prinesti 3 plačilne liste, in potem nekdo o tem odloči. Na Švedskem je procedura drugačna, pragmatična. Kot sem prej omenil, so vsi naši finančni podatki javni. Torej, vi lahko preverite, koliko je moja plača znašala v zadnjih 3 letih. To lahko stori tudi banka. In banka pri odobritvi kreditov ima svoje policies, torej svoje pravila, in ta pravila je enostavno prevesti v program. Torej, ko jaz zaprosim za kredit za stanovanje, banka avtomatsko instantno preveri moje finančne podatke, podatke moje partnerke in potem instantno odobri ali zavrne kredit. In to je vse, kar je potrebno. Torej, kredit lahko dobiš, in to vam bom seveda z veseljem tudi demonstriral, v 30 sekundah za stanovanje, in cene nepremičnin so tukaj relativno visoke, torej milijonski kredit lahko dobiš v 1 minuti. Greva še v Estonijo, ker Estonija gre pri digitalizaciji storitev še korak dlje. Sva že govorila v odbiti, pa tudi sicer se mislim, da cel svet o tem pogovarja, da ima Estonija e-volitve, ki jim oni sicer rečejo i-volitve in ne e-volitve. Volitve na spletu, ja, že od leta 2005 seveda najbolj izstopajo tudi v mednarodni skupnosti. Sicer pa je Estonija na tem, da je digitalizirana država bojda začela graditi že leta 1996 s prvimi osnutki, kako naj bi digitalna država izgledala. Danes, tako se hvalijo na spletni strani e-estonia.com, je digitaliziranih 99% storitev. To pomeni, da ker so na spletu, so dosegljive 24 ur na dan. Ja, Estonija je torej država, v kateri baje potrebuješ 3 ure, da odpreš podjetje, 3 minute, da urediš davke. Imajo več kot 1100 zagonskih podjetij. To je veliko, če vemo, da v Estoniji živile nekaj več kot 1.300.000 ljudi. Še ena številka se mi je zdela zanimiva. Zaradi digitalnega podpisa državljanu prihranijo 5 dni življenja na leto. You can even buy a house online. You don't have to go to any offices. I personally don't remember when I went to, I don't even know where tax office or something like that. Marius Sokman ste spoznali v epizodi Dela od doma. Pravi, da sploh ne ve, kje je recimo davčni urad, da tudi hišo lahko kupiš na spletu, da ti nikamor nikoli ni treba. Our people have decided that this is the way Naši ljudje so se odločili, da bi morali tako živeti svoje življenje. Če si želijo, na primer, ogledati hokejsko tekmo ali kaj podobnega v Pragi, jim ni treba leteti domov, da bi glasovali, ker so pač takrat volitve. Svoj glas lahko oddajo v hotelski sobi v Pragi.
To pa je Gert Auwart, namestnik generalnega direktorja Nacionalne agencije za kibernetsko varnost. V Estoniji je digitalni ekosistem razpršen. Najin sogovornik pravi, da je vseh informacijskih sistemov v Estoniji okoli 5000, med seboj pa so povezani s sistemom X-Road. Ta sistem poleg Estonije uporabljata še Islandija in Finska. Ja, prav ta X-Road je zelo zanimiva zadeva, ker nekako povezuje vse sisteme, tudi vso kritično infrastrukturo v Estoniji. Gre pa za sistem, ki je nekako zelo razpršen, se pravi, nimajo neke ene baze podatkov, ki bi jo vsi sistemi polnili, ampak vsak sistem nekako živi zase. Ta X-Road, tako so nam razložili, pa skrbi za v bistvu celovitost podatkov, ki se potem pretakajo, recimo, iz bolnišnice na Ministrstvo za zdravje ali pač nek podoben primer. Oni zelo verjamejo, da je to najboljša možna rešitev prav zaradi te razprašenosti, da je zaradi tega tudi bolj varno, ker recimo, če že spet bolnice izpostavil, pride do neke varnostne situacije, kibernetsko varnostne situacije, v neki bolnici jo enostavno odrežejo od sistema ali pa odrežejo le finančni sektor, vse ostalo pa pač nemoteno deluje, potem pa tam zadevo rešijo in vse skupaj spet priklopijo na X-Road. In vse to je tudi javno, ljudje lahko spremljajo, kdo je zahteval njihove podatke. Gre za kar kompleksen sistem, za katerega pač skrbi ministrstvo, posledično tudi najin sogovornik. Nazaj k uporabnikov v letu 2021 v Estoniji 44% prebivalcev uporablja storitve s pomočjo te pametne digitalne identitete in med številnimi storitvami so seveda tudi zloglasne volitve prek spleta. Gertno je najprej popravil, zakaj to niso več e-volitve, kot so jim rekli na začetku, ampak e-volitve, ker e-volitve načeloma pomenijo tudi tiste mašine, ki jih imajo nekatere države, da pač elektronsko voliš. Pri nas ljudje lahko volijo iz lastnega doma, svojega prenosnika ali namiznega računalnika, z osebno izkaznico ali mobilno identifikacijsko številko. Kako je to videti? So how does it work? Our next iVoting will take place in October. It will be 1 week. It's the local municipalities and people will have 1 week to cast their iVote. Naše naslednje volitve bodo v oktobru. Trajale bodo 1 teden, gre za lokalne občinske volitve. Sistem je zgrajen tako, da se izogne korupciji, saj šteje le vaš zadnji oddani glas, tako da lahko v enem dnevu glasuješ večkrat. Če glasujete za eno stranko in si naslednji dan premislite, ker ste na njih postali jezni, bo štel le vaš zadnji glas in ne tisti od prej. Če ne želite glasovati, če želite glasovati na papirju, še vedno imate to možnost, da to storite zadnji dan in potem bo to vaš zadnji oddan glas in se prejšnji ne bodo šteli. To je še en dodaten varnostni mehanizem. Nazadnje je 48% volilnih upravičencev glasovalo po spletu. Vedno bodo ljudje, ki bodo hoteli glasovati v živo. Moj oče bo vedno šel v živo, da bi videl, ali ima sosed nov avto ali novo ženo, ker je to zanj družaben, svečan dogodek. Če pa dežuje ali sneži, kot je tu zelo pogosto, pa bi raje ostal doma in si naredil večerjo in oddal svoj glas od doma. Nikogar ne silimo, na voljo sta obe možnosti. So it's up to you. We are not saying it's mandatory to iVote. You can choose paper or computer. Na zadnje, leta 2019 je torej tako glasovalo skoraj 48% volilnih upravičencev, oktobra letos, ko pa imajo lokalne volitve, pa prvič želijo preseči prag 50%. Ko so prvič uvedli volitve na spletu, to je bilo leta 2005, je to možnost uporabilo le 2% ljudi. Pravijo, da gre za zaupanje, ki pa se je gradilo več let. If you in Slovenia have trusted your money, your finances for years online, Če ste v Sloveniji že več let zaupali svojim financam na spletu, če ste zaupali drugim storitvam na spletu, naprimer svojemu izobraževanju ali pa zdravstvenim dokumentom, zakaj potem ne bi zaupali demokratičnim procesom? Če naštejete vse stvari v življenju, ki so za vas najpomembnejše, je glasovanje res absolutno najpomembnejša stvar v vašem življenju ali je kaj drugega pomembnejše? Is that the absolute most important thing in your life? Kako se spopadajo s kritikami?
Ker načeloma lahko sistem nekdo zlorabi ali pa lahko nekdo nekoga obišče doma in ga prisili glasovanju za določeno stranko. But that person that you make to click, you can make them click 100 times if you want, and then that... Toda človeka, ki ga prisilite klikniti, lahko prisilite klikniti 100-krat in potem bo ta isti človek odšel domov in bo oddal svoj zadnji glas in to bo njegov zadnji glas. Ali pa bo šel na dan volitev na volišče in tam oddal svoj glas. Nima smisla nikogar prisiliti, ker lahko vedno spremeni svoj glas. V celoti občudujem vaše zaupanje, da je kartonska škatla, v katero ste dali papir, najvarnejša stvar na planetu. Vendar bi vas vprašal, ali ste v svojem življenju kdaj videli, kam gre ta kartonska škatla, ko zapustite volišče. Where that cardboard box goes after you have exited that building. Kaj pa, če bodo nekoč v javnost prišli podatki teh ljudi, pač vseh volivcev, kdo je za koga volil, si predstavljaš, da dejansko dobimo spisek državljanov in njihovo odločitev na volitvah? To bi bilo vsaj zanimivo, no? So all of the iVoting systems that we have used have always been audited, pen tested in all possible ways and means. Vsi sistemi za glasovanje prek spleta, ki smo jih uporabljali, so bili vedno preverjeni na vse možne načine, da bi zagotovili, da se takšne grožnje ne bi uresničile. Glas, ki ga oddaš, prva stvar, ki jo računalnik naredi, je, da preveri, ali si registriran volivec ali pa si se overil svojo elektronsko identiteto. Z osebno izkaznico in PIN kodo ali pa mobilno aplikacijo in PIN kodami. Sistem torej najprej preveri, ali sploh lahko glasuješ. V naslednjem koraku oddaš glas, ki je v digitalni ovojnici, tako kot bi lahko bil, če bi glasoval po pošti. Preden gre ta glas v sistem, ki glasove šteje, se povezava med kuverto in vami izbriše in se je ne da več vzpostaviti. Edina stvar, ki jo prvi sistem naredi, je preverba, da lahko glasujete in potem se ta povezava med vami in glasovnico prekine. Naslednji sistem pa dejansko potem prešteje glasove. And for many years there have been many people who have tried to show the flaws in the system. Thus far, it has not been able to prove that Naš sistem je tudi odprtokoden, tako da ga lahko kdorkoli preveri in veliko ljudi je poskušalo prikazati pomanjkljivosti sistema, a jim jih doslej ni uspelo dokazati. V nobenem sistemu ni 100% varnosti, niti v papirni obliki, pri čemer ste zaupali kartonski škatli, ki dejansko gre skupaj z vašim papirjem v volilno telo. I think it's a question of values again and the way of life. I mean, Spet gre za vprašanje vrednot in načina življenja. 99% državnih služb v Estoniji je na spletu. Estonci smo za 50 let obtičali v Sovjetski zvezi in glavna stvar, ki se je spomnimo iz Sovjetske zveze, je stanje v vrstah. Spomnim se, da sem bil otrok, ko sem nekje videl čakalno vrsto, kjer sem moral stati, ker mi je mama rekla, da moraš stati v vrsti, ker je na koncu morda nekaj dobrega. Predolgo sem stal v teh vrstah. Dovolj je. Gospod naj je na koncu že malo grdo gledal, se mi zdi, ker pač nisva nehala dobesedno težiti. Ker če je vse tako zelo idealno, zakaj so potem Estonci edini v Evropski uniji, zakaj sistema volitev na spletu potem ne uporablja še kdo? Ja, in potem je začel odgovarjati, da on ni PR-ovc in da počnite, kar hočete. I am not trying to sell this to you. I could not care less if you keep living your life like you have lived for the past 1,000 years in the same way the next 1,000 years. Tega vam ne poskušam prodati. Meni je popolnoma vseeno, ali bi še naprej živeli svoje življenje, kot ste živeli zadnjih 1000 let in boste na enak način še prihodnjih 1000 let. Tukaj imamo opraviti z našimi ljudmi in našimi sistemi. In naši ljudje so se odločili, da bodo živeli na digitalen način. In zelo vesel sem tega, zaradi česar je življenje v tako hladnem okolju bolj preprosto in udobno. To je pogosta napačna percepcija, da poskušamo svetu pokazati, kako bi morali ravnati. Ne zanima nas, kaj počnete preostali svet. Osredotočamo se na svoje stvari in do zdaj je vse delovalo. Če se ljudje zanimajo za to in se želijo naučiti o tem, z veseljem izmenjujemo izkušnje, vendar je to odvisno od vas, od vaših ljudi, da se za takšen način odločijo. It's up to you, it's up to your people to make up your own mind about anything in life.
Odbita, dobita. Z veliko dela, zaupanja in z leti izkušenj sta Estonija in Švedska po najnih izkušnjah in mnenjih sogovornikov postali digitalni državi. Doma nas torej čaka še kaj? Dolga pot? Ja, že spet dolga pot, neka mila besedna zveza, se mi zdi. Moram pa reči, da imamo vsaj vse nastavke, ampak ja, potem, ko dejansko iz prve roke zveš, kako reči tam delujejo, ja, mislim, da dolga pot še enkrat, mila besedna zveza. Na koncu še razmislek o izobraževanju. Tudi ko sva tako mimo grede se srečevala in pogovarjala z ljudmi, sva spraševala, če imajo drugačen izobraževalni sistem kot mi ali ne vem, ker pač ljudje se zdijo vsega vajeni in predvsem vsega vešči. Tako ne odgovarjata Tine Turk in Gert Auvart. Mislim, da je tukaj glavna razlika to, da so oni s tem malce prej začeli kot mi. Ne? In te, ki so danes starejši gospodje in gospe, so pravzaprav to tudi razvili. Tako da nekako imam občutek, da imajo to v družbi že naučeno, priučeno skozi čas. Tako da seveda tudi v okviru izobraževalnega programa v osnovnih šolah, srednjih šolah dajo poudarek na uporabi recimo računalnikov. Ne bi pa mogel reči nekaj prav eksplicitno drugačnega, česar Slovenija recimo ne bi zmogla. It's all education. Basically the answer to your question is education in a nutshell. Odgovor na vaše vprašanje je izobraževanje. Na kratko, začeli smo tako z mladimi v šoli, da bi jih nekako računalniško izobrazili in enako tudi starejšimi. Imeli smo vse vrste različnih izobraževalnih kampanj za ozaveščanje na ravni občin, na pošti, v knjižnicah. Kjerkoli smo to lahko storili z ljudmi, da so se izobrazili in imeli možnost digitalno zaživeti. Prav tako ne smemo pozabiti na element mehke moči. Ne gre le za državne inštitucije. Pri nas je denimo bančništvo v zasebnem sektorju in banke so preprosto začele zapirati manjše poslovalnice. V Sloveniji si predstavljate, da na Bledu ni več bančne pisarne. Zato je edini način, s katerim lahko greste v bančno pisarno, ta, da se odpravite v Ljubljano. Ali pa bo te zadeve storila od doma. Na ta način lahko ukrepi mehke moči pomagajo pri premikanju stvari na splet. Še vedno imate možnost, da to storite v fizičnem svetu, vendar se morate za to nekam voziti. Odbita, dobita. To je to. Še enkrat hvala vsem naštetim v tej in v prejšnji epizodi. Seveda hvala za gostoljubje in prijaznost. Ampak imava še. Seveda imava še, ampak se vračava k tradicionalnim epizodam s 3 temami. Sva pa res goste našla v Stockholmu. Aleša in Marka ste že spoznali, ampak samo bežno. Podrobneje torej v prihodnjih tednih. Tako, in Odbita je seveda v vseh podcast aplikacijah. Hvala vsem, ki nam dajete ocene v Apple Podcast, sicer pa val202.si, poševnica Odbita, pa afna Odbita na Twitterju, pa Odbito pismo. Se slišimo, pazite na se tudi na spletu in hvala za pozornost. Čau! Čau!